Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Krajevna skupnost Zlato polje je bila ustanovljena leta 1964, v njej pa živi preko 3000 prebivalcev. Velik del pozidane površine predstavljajo blokovska naselja, poleg njih pa še objekti družbenega standarda, šolstvo, zdravstvo, trgovina in promet. Preostali del površine zajema polje, ki sega do Kokrice, avtoceste, Police in Struževa. Krajevna skupnost skrbi, da je okolje urejeno, objekti potrebni prenove pa obnovljeni in sanirani. To leto smo uspešno končali več stvari. Prvič, naredili smo prehod na Blavesovo ulici od Kalije, ker je resnično nujno bil potreben. Potem naredili smo 2 klopi, težke klopi masivnega lesa za krajane, ki se udeležijo pohodov, kolesarstva in tako. Prva klop je narejena pri Lidlu. Lansko leto smo posadili lipo in zraven smo zdaj priključili še klop. Drugo klop smo naredili na Zlatem polju pri letališču za modele, na robu gozda. Ogromno ljudi se sprehaja tam in so izjemno veseli, da zdaj informacije prihajajo, da je res krajni čas bil. Sanirali smo Gradnikovo ulico od 1 do 5, ki je res v slabem stanju bila. Svet krajevne skupnosti že načrtuje nadaljnja dela. Zdaj je formirana, to je resen veliki projekt, imenuje se skupina Kampus Zlato polje e-okolje. Tukaj bo zajeto vse, od okolja, od investicij, od izobraževanja, šolstva. Tako da res se Zlato polje kot šolski centar v Kranju se razvija res na vseh področjih. Veliki projekt na Zlatem polju se pripravlja, to je prometna ureditev. Skupaj z mestno občino Kranj delamo na tem projektu, da bi stanovalci lažje prišli do svojega parkirnega mesta pred svojim domom. Sodelujejo z raznimi skupinami, z izobraževalnimi projekti so ustvarili medgeneracijsko sožitje med starejšimi občani in osnovnošolci. Dobre odnose imajo tudi z mestno občino Kranj. Krajevna skupnost Zlato polje mestne občine Kranj zelo dobro dela. Njihov predsednik, gospod Petrič, je zelo aktiven, sodeluje z nami, iščemo projekte, ki bi lahko sodelovali. Videli se, da smo že kar nekaj naredili na Zlatem polju. Tako da jaz mislim, da je kar ena od bolj uspešnih krajevnih skupnosti in upamo, da bomo tako tudi nadaljevali. 53-letnico ustanovitve krajevne skupnosti in uspešno delo preteklih let so včeraj popoldne proslavili v osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. Na programu bo res lep kulturni program od krajanov, ki so od šole so pripravile, tudi šole, pevci so prišli tako naprej, tako da bo res izjemno. Potem bo na koncu bo vsega tega programa ena skromna pogostitev za vse krajane naše, ki se res trudijo, da krajevna skupnost še lepše izgleda, lepa je zdaj, ampak še lepša da bo. Letos so k sodelovanju prvič povabili še Fakulteto za organizacijske vede, Gimnazijo Franceta Prešerna, Društvo Korak ter Osnovni šoli Franceta Prešerna in Helene Puhar, ki so razstavili izdelke, nastale v okviru učnega procesa. Naša šola se predstavlja z izdelki, ki so jih naredili učenci, nekaj je narejenih iz sivke, ker nam pred šolo zelo dobro uspeva sivka, nekaj je sveč, nekaj keramičnih izdelkov. Nastopili bomo pa tudi na proslavi s plesno točko in z eno glasbeno točko. Svet krajevne skupnosti Zlato polje je izjemno vesel vsakršnih pobud, želja in pohval krajanov, zato vse, ki imajo kakršnekoli predloge, zamisli, pozivajo naj jih le sporočijo vodilnim v svetu krajevne skupnosti.